Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu Zevo. Pred več kot 20 leti je skupino Atomic Harmonic dobro premešal slovensko glasbeno sceno. Nekateri so jih kritizirali, drugi oboževali, ampak praktično smo vse pesmi poznali vsi. No, danes Jani Pavec zagotovo ni samo glasbenik, je mnogo več in tudi njegova življenjska pot ni bila samo uspeh, druženje, zadovoljstvo, ampak vmes tudi lahko rečem, da je bil del poti obdan strni, kot nekateri radi rečejo. Zakaj temu tako in zakaj še vedno ohranil v sebi to dobrosrčnost in hudomušnost, bo povedal, ker sam vesela sem, da si danes z mano, da si prišel in dobrodošel pri nas. Pozdravljeni gledalci. Jani, veš, ko sem se pripravljala na ta pogovor, sem zelo hitro zaprla računalnik in sem rekla, v bistvu se ne bom prav posebej pripravljala na te in na ta pogovor, zato ker dajva povedati, nekoč sva sodelovala, bila sva sodelavca, zelo dobro se poznava. Imeli smo se zelo fajn, praznovali smo marsikakšen rojstni dan skupaj, zato lahko tako za gotovostjo trdim, da si vedno bil veseljak, vedno si bil nekdo, ki je tudi takrat, ko ni šlo vse najbolj po planu, najdu tist košček, da smo vsem kot ekipa se lahko imeli dobro. In to je nekaj, kar je tvoje vodilo v življenju, a ne? Ja, lahko povem, da sem bil pač režiser nekih prispevkov, ki smo jih delali za televizijo. Kaj ne pa drugega dela režiser, kot pa da drži štimung, pa drži ekipo skupaj, tako da to recimo, da po vseh teh letih znam. No. Tako da, ja, fajn smo se imeli, Eva. Fajn smo se imeli, ja. Zdaj, začela sem seveda z Atomiki, ker mimo tega pač ne morva, kakorkoli obrneš, da je tvoja glasbena pot bila že prej, ampak Atomiki so res bili nekaj, kar je... Prvi preboj, ja. Nekaj, kar je tudi glasbeno sceno bom rekla tako, spreobrnilo v neko drugo smer, na nek način. Tako je. V bistvu Atomiki so prvi, ko so me ljudje spoznali širše, glasbeniki so me že prej poznali, glede na to, da sem režiser in avtor glasbenih videospotov že od svojega 20. leta. Dobro, 30 let je sedaj že. Bova računala, dobro. Ja, bova lahko računala, zakaj pa ne. Skratka, bilo leta 2004, ko smo z Atomiki prišli ven, zmagali na tistih legendarnih Melodije morja in sonca in potlej nekaj let kar kraljevali, lahko rečem kraljevali po odrih širom Slovenije. Rekla sem uvodoma, da nekateri so kritizirali, drugi oboževali, ampak tudi tisti, ki so kritizirali, so vsaj na kakšni zabavi ob polnoči prepevali in migali, ne? Pa ja, mi smo bili takrat v nekakšni euforiji, mi se zato nismo kaj preveč zmenili. Takrat skupaj s Špelo, Špelcem in Frajtonijem smo tvorili to zasedbo Atomic Harmonic. Res, če zdaj pogledam nazaj, so bila res nora leta, pa tudi so bila tista leta, ko so se rojevali rumeni mediji, tako da noro je bilo tudi za nas, ker smo bili vsak dan na naslovnici, ali dobro, ali pa negativno. Skratka, rumeni mediji so takrat kraljevali s svojimi zgodbami, tako da je bilo tudi ogromno negativnih zgodb. Ampak z leti pozabiš na negativo in ohraniš pozitivo, ki te bogati in naredi človeka. Omenil si to negativo oziroma ta rumeni tisk. Kolikrat, zdaj recimo v tem studiu se dostikrat pogovarjamo sploh ženskami o teh negativnih komentarjih in tako naprej. Ne velikokrat pa spregovorim z moškimi o teh temah. A bi lahko rekel, da se moške to enako dotakne kot ženske, enako hudo? Dotakne se te, ko vidiš neko negativo, ko vidiš, da bo to negativno na tvoj biznis, na cel band, da bo to pač vplivalo, ne? Ker so bile res tudi grozne zgodbe, ne? Izmišljene grozne zgodbe, ti si mogel pa braniti jih, ne?
Je res, da ženske imajo bolj, ko se slikajo zgoraj brez, pa tudi to smo že imeli, ne. Recimo enkrat v moji veliki popularnosti takrat so slikali mene in mojo takratno dekle na plaži na Pagu zgoraj brez. In na naslovnici, mislim, da ne revije, je bila ona, moški reče, jaz sem rekel, pač ona je bila vsaj sebe, gledam to, da je bila še vedno takrat najstnica. Jaz pa rečem, pa saj dobro zgledaš, ne, moški tako reče. Mislim, to ni odgovor, res. Ampak sem vedel po drugi strani, da ne moreš, skoraj brez dekle na naslovnici, halo. Tako da sem takrat razumel. To smo bili res tisti časi, ko so lovili po plažah. To je bilo res noro. Jaz ne vem, kako so naj takrat sploh videli na eni samotni plaži na Pagu. Pojma nimam. Še zdaj nimam pojma, kje se je kakšen pojavil, da je to prav najdva takrat slikal. Jaz sem se takrat posvetoval z enim znanim odvetnikom, ampak je rekel, pač nesmiselno je tožiti za tiste majhne zneske, ker sem res, ne glede na to, sem živel od medijev, ne, takrat. So bili revije tisti, ki so nas delali popularne. Ker ni bilo socialnih omrežij. Ni bilo socialnih omrežij, ni bilo drugega, tako da takrat smo se odločili, da ne tožimo. Ja, tudi ena izmed negativnih je bila tudi ta, mislim, ogromna je zgodb. Ta trenutek sem se tega spomnil, ko smo omenila rumene medije. A ti je recimo pri teh negativnih zadevah, zagotovo ti je bilo težje takrat, kadar je bila stvar izmišljena? Ker verjetno takrat pa ne sam, da se bi rad branil, ampak takrat bi pa verjetno celemu svetu kričal, da je to izmišljeno. Ne? Vse bi naredil, ampak še vedno je bil neki medij, ki si ga pa potreboval. To malo začaran krog v bistvu, ne? Začaran krog, ampak so bile, takrat je imel pač en zelo znan novinar in svoj časopis, ki je res delal res negativne. In prav spomnim se enega, ko smo bili skupaj na eni večeri, komplet Atomiki z nekim, ne vem, s čem, in takrat sred večerja jaz dobim klic, jutri na naslovnici, bla, bla, bla. Jaz pa tam okrog ljudi in moč nekako odreagirati pred njimi in tako, ampak res, skratka, sodelovati mora z mediji, saj takrat se mi zdel, tudi sedaj je potrebno, ne, če se ti medijska osebnost, tako da začaran krog. Po eni strani bi najraj nekam poslal, po drugi strani pa veš, da jih jutri rabiš. Tako. Ko recimo pride do takšne situacije, ko tebi nekdo stopi na žulj, dajva temu tako reči, a si človek, ki je glasen, ki pove svoje mnenje? Sem človek, ki je zelo glasen, prevečkrat, tako da sem imel tudi negativne stvari, so se mi dogajale glede na to, da sem povedal, vedno povem, se mi zdi, da kar moram povedati, da nisem nič kaj preračunljiv in rečem, pač povem, če mi nekaj teži, povem. Ker se mi zdi, da ko se dela krivica, se ne vem, če kaj narediš s tem. Pač jaz mislim, da zdaj z leti vidim, da boš biti tih, pa si misli svoje, počasi z leti. Ko bom pri 70-ih, mogoče, da ne bom rekel, tako da s časoma tudi vidim, da ne napišem zdaj kakšno stvar na Facebooku ali Instagramu. Tako da do sedaj sem bil pa kar zelo glasen. Kaj pa, ko pride do, veš, nekje biti glasen na spletu, a ne, nekje pa recimo uživo, ko je treba kakšno stvar reševati. Povem, definitivno povem. Če mislim, da nekaj ni to, če čutim in vem, da je dobro za projekt, bom definitivno povedal. Projekt, kakorkoli, ali je to zakonska, projekti, ki se vrstijo v našem življenju. Bom definitivno povedal. Včasih so za, bom rekla, prvo sestavo Atomikov rekli, da si bil zelo strog kot šef, da si zelo imel jasne cilje in vizijo, kako nekaj peljati in da si glede tega znal biti tudi tako brezodstopen. Jaz mislim, da šef mora nekako pri puncah brez odstopanja nemogoče. Pa brez zamujanja. Bil sem zelo dober diplomat, bil sem nekako dober psiholog. Ženske, pač se znam z njimi, se mi zdi, da z leti, oziroma že takrat sem znal z določenimi osebami zelo dobro sodelovati. Tako da jaz nisem imel zdaj nobenega velikega spora. Če tudi so ljudje kdaj namigovali, da smo se skregali, pa to tega ni bilo. Se mi zdi, da to znam pač pravilno vas voditi. Tako da to je to. A tudi, ko pride do kontraenergije, ki se ne pusti voditi?
Pa znam to narediti, Tudi to znaš da se zna. Aha. Mogoče boš pa s časoma potem kakšne delavnice imel na to temo, veš? Si rekla, da jih imaš, tako da za moške. Delala delavnice. Jani, zdaj, če greva vsem še mečka na nek tvoj začetek, seveda Atomiki je nekaj, kar si o tem projektu velikokrat že govoril, o sami zgodbi, ki jo zdaj še vedno na nek način biješ to bitko, si tudi že, pa tudi tja bova še prišla, ampak mene bi pa danes zelo zanimalo, kakšen je pa bil Jani tako kot mejhen, kot mulček, kot najstnik. Kot najstnik, kot otrok. Ja, kot najstnik, da je reč, no? Kot otrok. Verjetno pač si bil otroček. Jaz sem eno travmo, zelo malo sem izgubil z očeta pri 5 letih, tako da se ga zelo slabo spomnim. Ampak se mi zdi, on je največja osebnost, ki mi je naredil mene. Ne? Ker živel sem z 2 puncama, z mamo in sestro, ki nima nič zveze z mano. Čist drug svet je to. Ampak sem v tistih očitno 5 letih, pa po gensko sem zelo veliko pridobil od očeta, ki je bil tudi glasbenik, ampak z njim nisem živel, ne, pač, ker ga ni bilo. Tako da to mi je zelo zaznamovalo, zdaj, ko gledam nazaj. Po so bili pa ta manjko moške figure, misliš? Pa ja, po mojem, da ja. Pač ni bilo enega, veš, strogega, če so pa že bile punce, pa na morju. Že ko si prišel v najstnika, se ti, kaj boš ti. Tako da, potlej, se pravi, ko sem pa prišel v najstniška leta, sem pa jaz, vse, kar se spomnim, bila glasba. Imam nižjo glasbeno šolo, mislim, da ne dokončano, za harmoniko. Tako da, pa sem kar malo naredil tisti band, srednja šola, sem imel tisto elektrotehniško, sem naredil, ampak že večkrat, to moram povedati, večkrat poudarjam, da sem bil na šoli, kjer smo bili sami fantje. Jaz mislim, da to za odraščajoče pač najstnike, da je to negativno. Ker nimaš nobenega tiste protivteže, kako komunicirati z ženskami, mi smo bili sami fantje, en kupen agresije, en kupen pač energije, ki se s puncami malo oblaži. Tako da šole samimi fanti ne, okinte jih, če še obstajajo. Tako da ja, srednja šola, skozi se spomnim, da sem imel bende in že pri 16 letih sem organiziral koncerte v Kamniku domačem. Najel sem pač dvorano in povabil od 3-4 bende, takrat sem bil še metalc, dolgolasec. Tako da, in že takrat sem začel ustvarjati in delati, pač ker ni bilo koncertov, ja, sami naredimo, ne. Če pa ni, pa je bilo, ne, 200, 300, 400, v redu, super. Tako da to sem naredil, spomnim se, čisto vmes sem imel en lokalni, čisto na začetku, narodno-zabavni z enim domačim harmonikašem, ampak to sem hitro preskočil, tako da sem bil vzgojen v rock in metalski glasbi. Ravno to sem ti zdaj hotela reči, mislim, to pa si kar delal preskoke v žanrih. Ja, ker se mi pa zdi dober. Jaz to zelo podpiram, jaz mislim, da glasbenik mora biti širok, ne? Tako da moraš razumeti in jazz, ga moraš dojeti, in narodno-zabavno glasbo, in pač rock in metal. Jaz sem res metal poslušal, ne? Jaz sem res, ne vem, ko me ne poznaš, zdaj gledam tak Janez. Janez je rekel, ja. Prav tak tipičen. Tako da sem poznavalec bil takratne rock in metal glasbe. A pa si še kdaj zavrtiš kakšno? Nostalgično, ja. Aha. Ja. Da bi pa zdaj glih sledil trendom zdaj v metal glasbi, pa ne. Ne vem se, ne poznam, ne vem, kaj se zdaj dogaja. Ampak jaz mislim, da je kar ta glasba obstala, ta metal, saj jaz mislim, v tistih 90-ih letih, ne vem pa ne. Mogoče se motim, predvidevam. Okay. Ampak tako kot si rekel, neko širino glasbeniku ti pa to zagotovo da, ne? To je top, to je vsakma priporočam. To res hčerkam rečem, to rečem vsem, ki z mano sodelujemo, dajmo reči čim več, ne. Tudi zdaj imam en band, ki igramo po porokah, zraven čistko za hec in tudi dajmo malo kakšno metal, tako malo, dajmo kakšno čist ekstra, ne. In ob 2 zjutraj so presenečeni, wow.
Kaj ne pričakujejo. A veš, metale, kot da igraš. In je to dobro, no, se mi zdi sam the best. Jani, v vseh teh letih tvojega delovanja kot glasbenik, kot producent, režiser, gre zelo z roko v roki z nočnim načinom življenja, z neplaniranimi vnaprej urniki zelo, in tako naprej, ker ti zelo hitro lahko skočkaš na snemanje, nastop in tako. Še vedno si mal v teh vodah, v smislu, se pravi, da pač so tukaj poroke, so dogodki in tako. A se ne prenaješ tega, a si nikoli vmes ne rečeš, a pa ne moramo mi imeti tako nek normalno. Na easy. Ja. A to ni normalno življenje? Kakšen pa je normalno življenje? A veš, kakor za koga, za nekoga je pa od 8 do 4, ne? Ja, za mene je to normalno življenje. Jaz si drugačnega življenja sploh ne predstavljam. Je pa mogoče zdaj, pač, ker sem v situaciji, ki sem, mogoče malo težji ob 2-3 in pišel že kar spat. Ampak, lej, to je moje življenje, to sem si pač nekako zapisal, izbral in ja, uživam. Mogoče mi kdaj težko iti od doma, ampak ko sem tam, mi je top. Koliko časa je zdaj od tvoje, kaj lahko temu rečem, diagnoze? Ja, nesreče? Nesreče, od bolezni, ne vem. Kako bi to sploh rekel. Zdaj je že ima 2 leti in par mesecev, tako da dobri 2 leti. V bistvu diagnoza oziroma bolezen je potem bila prav definirana in se ve točno, kaj je bilo. Po 2 dneh, ko sem me sprejel pač v bolnico, meni niso vedeli pač, kaj je. Ker ti se nisi mogel v bistvu... Ne, jaz sem se zbudil. To ja? Zbudil sem se in pač nekaj me je zabolelo, pač, da skrajšamo, nekaj me je zabolelo, jaz sem mislil, da je pač tisti krč, nekaj, da me je zagrabljal kar nekaj. Tisti, ki te malo seka v križu. Ja, ki te malo seka, vse bo. No in potlej pa me je še res, po me pa nekaj 10 minut res bolelo, da sem se zgrudil na tla. In po 10 minutah, pač res grozne, pa 15, ne vem točno, bolečine, nič je nehal boleti, nisem več čutil nog. Sem rekel, ne moram nič. Meni je bilo tako, nasmejan sem bil, tako prav tak džir sem imel, kot zdaj. Res, zjutraj, res. Sem rekel, žena je bila zraven, bila sva v avtodomu, sva spala tisto noč. In sem rekel, ne morem, nič ni, nasmejal sem se. Nisem videl, sem mislil, da bom pač nekaj me užgal, to en prišel injekcijo, da pa bo to kol. Ker nikoli, še do takrat nisem bil v bolnici, nikoli še mi nič ni bilo. Mislim, do pač tistega maja. Tako da ja, pa sem odpeljal v bolnico in po 2 dneh so končno najdel. Jaz sem prav molil, dajte najdeti, kaj mi je, zakaj to je, pač to. Jaz sem si upal nekaj, vse sem bral, upam, da to, ne bo to bo že šlo čez. Ja, pol pa diagnoza, kap na konici hrbtenjače, kaj pa je to, prvič slišim. In ja, pač bojda je to na milijon kapi v Sloveniji, ali ja, predvidel to, pač sem jaz dobil, tako da sem postal milijonar. Ja, čuden milijonar, ampak evo ga. In dejansko na konici ja, se pravi, prišlo je do prekinitve, ne? Vse je logično prekinitve in ni bilo povezave več z levo nogo. Mislim, da za en dan tudi nisem dobro desne noge čutil, tako nekaj na pol, nekaj nisem mogel narediti. Leva noga je bila čist, pač plegična. Tako da ja, in se je začela ta moja borba, ki poteka še danes. Jani, ko si bil, recimo, najprej pravi, že je bil ta nek nasmešek, če bo, ja, pa sploh tako, kad ti res vse s tem nasmeškom sprejemaš v življenju, ampak kdaj pa pol udarila ta realnost? Tam že v bolnici, še pred diagnozo? Malo sem dojemal, ko sem bral, kaj to je, pa da folk ne hod več, pa da bla. Najprej sem rekel, bom pa na vozičku, je bela cesta. No, ampak pol sem... A si zajokal? Ne. Tako sem bil, kot zdaj. Res, mislim, to je fenomen. Bom povedal, kdaj sem prvič zajokal. V bistvu, potem sem pa kar spoznal kar hiter, sem se pozanimal 2-3 osebe, ki so to imele. Ena je imela pred 20 leti in zdaj hodi. Potem drugo sem tudi zvedel, pa nekako hodi. Sem spoznal osebe, nekateri ne hodijo, večinoma ne hodi, kot sem zdaj dojel.
Ja, nič, pa sem še pa kar hiter posedili so me na invalidski voziček, sem bil v Soči, oziroma ne, najprej so me iz bolnice so me za 2 tedna dal na Dobrno, ne. In ko sem se v tiste svoje sobici zagledal na invalidskem vozičku in v ogledalu, takrat sem prvič se zajel, ko sem rekel, ker vidiš to po televiziji, ker vidiš te invalide, ker veš, da so zelo nemočni, ker sami ne morejo delati. Takrat sem se prvič zavedal, shit. Tako da, ampak ne, šel sem ven, sem se zjel, ko šel sem ven v park, pol pa akcija, gremo naprej, borba. Mislim, mene res naprej vlekel, sem rekel, jaz bom hodil, če smo vse v življenju štimali, bomo še to, ne. Nikoli se nisem mislil, da bo pa po 2 letih še vedno izbirglam. Tako da ja, mislil sem, da bo to šlo to hitrejš. Šlo je pa prve pol leta zelo hitro. Se pravi, v bistvu si iz vozička zelo hitro prišel na bergle. Po 4 mesecih sem iz vozička šel na bergle. En friend mi je rekel, pa daj tiste bergle vzam, daj nehi. En športnik, ne. Pa sej imaš roke, daj. Pa sem pa res probal. So tako malo spodbude. Ja, dobro, Pa daj, Jani, daj njih na ser, no. Pa sem pa res začel s temi berglami najprej s to hojco tam po dvorišču malo hoditi. Pa sem še pa kar hmal na bergle, tako da mislim, da v 4-5 mesecih sem se losil vozička. In verjetno zelo dobro namerno, ne? Ker verjetno, če bi čakal kar nekaj, ja. Če bi kar sedel na vozičku, bi verjetno tudi težje šel potem na bergle. V bistvu zdravstvo, ko so bili zelo presenečeni, oni so rekli, Jani, ne. Prehiter verjetno, ne? Ja, prehiter, si boš pa to. Ker je dejansko res, ne. Si kakšne druge stvari poškoduješ, sej ima prav. Ampak vseeno želja pa, da boš ti čimprej samostojen, da sem jaz v avtu, da sem jaz to, tako da ja. Se mi zdi kar ta notranja, da je zelo pomembna, no. Da si ti močen, da si ti fajter, no. Koliko si bil pa recimo v tistem obdobju, verjetno si bil tako veliko v Soči, si mislim tudi, ali ne? Ne zelo veliko. V Soči sem bil 2 meseca in pol samo, posle se pa začele počitnice in se nas dale kar vse domov. A pa si hodil kje domov? Jaz sem hodil za vikend domov, ja. Za vikend so najprej sosedje peljali, pol sem pa kar hiter videl, da lahko jaz avtomatika vozim. Ne, desna noga je dobra, na srečo sem je doma. Tako da ja, pol sem pa že kar sam. Sem sem se znajdel, sem si noter tisto zrihtal, da sem parkiran avto imel. Tako da ja, ampak se med tednom mi je bilo, lepo mi je bilo v Soči, no? Tako da imam zelo pozitivno, vse lepo. Vsem pa mislim, da zdravstvo ima še vedno preveč nekih kolupov, premalo gleda na ven. In ja, vse to so jih naučili dejansko, vse. Nekaj, kar se naučiš, ti boš naprej prodal. A si v tem času, bom rekel, prvih parih mesecih, ko je bilo tudi verjetno fizioterapija in zdravljenje tako najbolj verjetno intenzivno, a si poiskal tudi kakšne, ne vem, dodatne pomoči v smislu, ne vem, psihoterapije, alternative in tako naprej? V bistvu moram se zahvaliti vsem ljudem, ker jaz mislim, da skoraj vsak dan mi je en poklical, pa daj probi to, ker ljudje ti hočejo dobro, saj to dobro želim. Mislim, da sem sprejel to kot pozitivno. Tako da, ampak toliko je tega, da sem mogel počasi kar najdete kar po lastnem feelingu. Če jaz ne verjamem nekim šamanom, pa to pri meni ne bo palil. Probal sem pa logično vse. Tudi preko, zelo dobro mi je bilo, dolg časa mi 15:09 sem mogel biti v posteli in mi je nadaljavo. Če ne drugega, sem se pomiril, sem si dal lepo muziko, ki še nikoli nisem če prej. Jaz sem 15:09, sem prosil svojega cimra takrat, jaz bi če lahko 15:09, cf, do 15:10 ali 10, ne vem, če lahko prosim tišina in sem jaz svoje muziki in sem sicer zaspal mes, ki mi je on nadaljal nekako. Če ne drugega, je to na mene vplivalo kot pozitivno. Zdaj, kaj se je zgodilo, jaz ne vem, lahko rečem, nek napredek je bil, jaz nisem več na vozičku, kar je bistvo. Koliko se je pa to poznalo doma? Koliko je ta tvoja bolezen, diagnoza vplivala na
odnose, na koliko si mogoče kakšne te, zdaj bom tako rekla, Razumem. a veš, mogoče malo tudi jezen na cel svet, da se ti je to zgodilo. Ne, Si bil jaz nisem mogoče... bil nikoli jezen, res ne. Mislim, ljudje res je neverjetno, nisem bil nobenega jezen, pa sem rekel, to je pač... Zdaj, ko sem se pripeljal, ko sem se vozil dele po Ljubljani k tebi na pogovor, mi je bilo lepo, ko vidim, kako ljudje tečejo, pa tako, se bom tudi jaz enkrat, se bom čim prej, ker veš, da si skozi, sem se zdaj kar v 2 letih, je kar normalno, da si ti s temi berglimi, ampak ni normalno. Že pozabaš malo. Kako je bilo prej? Kako je lepo hoditi. Najtežje mi je, ko mi je hčerka 6 let rekla, oče se pa naspomnim, kako ti hodi. Zadnjič mi je to rekla. Bed. Tako da, kako to vpliva na doma? V bistvu jaz mislim, da za tvoje domače to je najtežje. Za tvoje domače to je najtežje, ker je žena mogla vse prevzeti. Mislim, za ženo je to, ona je carica. Ona je tista, ki zdaj vodi celo familijo, tako da za njo je najtežje. Pa tudi za hčerki mi morate pomagati. Pač ona, jaz ne moram tega prijeti, pa ga tja dati, ne. Tako da družina je po moje tukaj najpomembnejša. Najtežje mi je za tiste fante, ko imam še zdaj stike, ki nimajo družine. Ker vem, da je sam tam, ko pride neka da pride neka pomoč za 8 ur, da ga tam nekaj previja, pa tudi dela z njemu. Tako da jaz mislim, da družina je tista, ki tukaj največ pomeni. Če ne bi družine, danes ne bi tukaj sedel tukaj. Tudi motivacija verjetno za naprej, a ne? Tudi motivacija, seveda, vse logično. Ko gledaš hčerke, one dve pač stopata v ta življenjski prostor, vse morajo biti oče tisti, ki jim da kakšen svet, ki jim mora biti pa zgled. Vseeno, kakorkoli, čeprav ne moram tekati za njimi, se z njimi loviti. Vseeno je oče tisti, ki vseeno, one me pokličeta oči. Mislim, to je bistvo. In zdaj, ko si ravno omenil punci, valjda, da se bova dotaknila tudi uspeha starejše hčere. Majčkeno sem premišljevala, kako bi šla midva v to smer, zato ker ne bi rada, da to izpade kot da njej je pa uspelo, ker je hčera Janija Pavca, ali pa njej je pa uspelo, ker je imela že vse možne dispozicije za to, da ji bo. Verjetno kakšne stvari so bile lažje, ampak brez nekih talentov verjetno pač ne gre. A govoriva o Los Angelesu, govoriva o Ameriki. Jaz bom tako rekel, vse se še nič ni zgodilo. Oprosti. Se vem, da me tako, ampak lej, tam ona šele stopa, tam se šele začeli delati, to ni še nič. Pač nekatere revije so tukaj, ko so videli, pač objavili smo, logično smo objavili, ker je lepo objaviti lepe slike in na Instagramu pa to in so kar zagrabili, da je pa uspela. V redu je, posneti ima album, ki ga bo izdala koncu leta, ampak to so šele začetki, zdaj se šele začne delo, tako da noben je še v širnem svetu ne pozna. Ona je pač pod umetniškim imenom Sarah Grace posnela ploščo, sama napisala vse skladbe, govorim besedila, skupaj z ameriškim avtorjem in producentom preko Zooma sta sodelovala, tako da jaz sem bil takrat liko v Soči, ko meni ona, pazi, jaz nisem vedel, da ona piše komade. Prisežem. Res ne? Nisem vedel, ker je pač ona je bila stara 14 let, 15 in to ona meni tiste 3 komade zmiksane pošle, jaz sem bil liko v Soči. Jaz sem bil paf. Zjutraj mi, verjetno so bili v LA-ju in sem zjutraj se zbudil in sem imel to na mailu, ker to je res zvenelo noro. Mislim, roko na srce, to je pač ameriška produkcija in je res dober, no? Mislim, dober pop. Pač, to si napisala sama, besede, ki jih jaz pol ne poznam. Ja, vse sem ponosen in tudi sem zraven pač sodeloval kot režiser, zdaj spote, da smo nekako približno nekaj pripravili, ampak to je šele tak začetek tega velikega filma, ki si ga ona želi in ki ga ima ustvarjen v svoji glavi. Je pa res, da je lepo, da ima ta film, ker film ne bo nastal, če ga nimaš nekako že skiciranega približno v svoji glavi. Kam želiš iti, v katero smer, ne? Ja. Je pa tako, sem pa s Saro zdaj sprejel pač v Atomic Harmony, ki še vedno malo plapolamo in imamo par koncertov,
Tako da je v redu, super je, ko jo imamo po zgolj slučaju, je padla noter, ker špila neki Nimola Grošelj in zdaj kot članica Atomiko tudi ona in je prijeten občutek, ko vidiš svojo hčerko, kako stopi tam, pa ji si ploskajo. Pa ti ni čuden, recimo? Čuden mi je, ker imamo Atomic Harmonic dost besedila, dvoumna in tukaj jaz nočem, da tega je, ne? Tukaj pač komunicirava s špelcom, kar se tiče takih, tako da ne morem jaz hčerko to, pač stopi naprej in pojti publiki, ne meni. Ne? Ja, ostalo mi pa ni čudno, mi je prijetno. Zdaj sem se že toliko navadil, da mi je dobro. Koliko pa recimo na njo bolj, ne bom rekla vplivaš, ampak koliko recimo njej bolj sugeriraš, ne vem, pri tem delu komada, pejt bolj naprej, bolj publiki poj, da se tukaj malo bolj... Ne, to sploh ne govorim. Ker vse je ona, vse je zrasla v tem. Vse ve. Mislim, sploh ni treba nič govoriti. Mislim, zelo malo kot je to, nič sploh ne rečem. No. Kjere so pa stvari, ki pa jih kdaj pokritiziraš ali pa daš kakšno tako povratno pred leti sem jih kako ne izgovorjava, pa to odpira usta, dihanje. Zdaj pa se mi zdi že kar dosti izdelana oseba. Se to čudno te rečem pri 16 letih. Ja, ne? Ja. Zelo hitro je pač odrasla. A se ti zdi, da prehitro, mogoče? Mogoče bi lahko imela malo tega najstništva. Ravno zdaj mi je bilo všeč, ko si je doma pred hišo nove kotalke, si danes kupila kotalke in je kotalkala doma pred hišo. To mi je bilo fenomenalno. Ne? Da je malo še tega otroka da je še tega, da ni vse tisti profi, sicer predtem je trenirala, pa vse, ampak ko sem jo videl na kotalkah, mi je bilo prijetno, no? Da ni prehiter stopila v ta svet, ne? Biznis. Zdaj, med Saro in ta mlajšo je kar nekaj let razlike. 10 let. 10 let. Koliko je bilo pa to težko iti iz 10-letnika nazaj v pleničke, podiranje kupčkov? Mislim, za tebe verjetno manj kot za ženo. Pa kako je bilo to? Ja, zelo pozno sem dobil drugo hčerko. Bilo mi je 45 let. Kaj izgledam zdaj? Ja, ne. Tako se nekaj okrog številk danes vrtiš. Ja, pa mi ni problema. Ja. Nimam nobenih problemov s temi številkami. Pa ko zdaj pomislim, nam je bilo spet prijetno, nam je malo pomladil takrat, pa v bistvu je bilo zelo lažje, mogoče celo, ker smo imeli utečen posel. Ker pri prvi vem, da sva se borila s poslom, tako nekaj ni bilo najboljš. Tako da ja, ne vem že, sem že pozabil. Mislim, da je to vprašanje za ženo. Ne? Za ženo, ne. Vse je bolj prevzela zdaj ona, to je res, ja. Ampak ja, prijetno, lepo je imeti. Zdaj mi je prijetno, ko vidim, da se skupaj igrata, ko jo mala Kaja gleda veliko Saro kot neko vzornico. Ja, vzornico in vse to, kar hoče ona, tudi ona naredi. Tako dober je, no. Mogoče, ko bi zdaj še enkrat izbiral, bi vse prej imel, pa bolj skupaj, ampak lepo je, no. Pa zdaj jo tudi počuva že lahko, pa tako ne. Pa ne počuva, zdaj že, mislim, super je, no. Res je dobro. Zdaj smo sta hudga ven. Ste, ne, da lahko tudi mama pa ata kam gresta. Tudi zdaj greva, lahko. Kaj je tisto, Jani, kar bi rekel, da te v življenju najbolj poleg družine, za katero si že rekel, osrečuje? Pa koliko se je to kaj z leti spreminjalo? Vem, če veš, da sem strasten avtodomar, potovanja. Koliko stvari, preveč stvari delamo mi v življenju. Sam na šik mogo hoditi, pa dam. Pa ne bilo nič drugega. Pa ne bilo nič drugega. Ja, smo zelo strastni avtodomari, tako da smo dali že kar celo Evropo, velike del Evrope, predvsem južen del Evrope, severni ne, ker potujemo predvsem, ker delamo zadnjih 10-15 let zelo poleti, pozimi smo pa frej, skoraj frej. Tako da si damo, kakšen mesec gremo v Kalifornijo, kakšen mesec smo v Španiji. Tako da ja, potovanja. Jaz sem najbolj srečen, ko se usedem za svoj avtodom. To mi je nekaj tudi če so vsi, se vem, da se ne smejo avtodomu spati, tudi če vsi zad spijo. Jaz sem takrat tako srečen, to mi je najlepše. To mi je, v bistvu zelo rad vozim. Tako da spomnim se tudi prvič, ko sem šel
sem imel še voziček v zadnji in bergle, ko sem šel kar sam k prijatelju, se pravi, oktobra na morje. Takrat, Z avtodomom? Ne, ko sem šel z avtom, ker sem tudi z avtodomom, sem šel zelo polk malo, sej nima veze, sej avtomatik. Sem šel, ja, zelo malo sem šel. Ampak, ko sem šel k njemu na morje, napak, k prijatelju, ti sme, še bom lahko vozil. In potem tudi odkrivanje novih kultur, pa to ali to pa ja, absolutno. Hrana, verjeten, pijača. Hrana, pijača, vse. Ja, sem zelo velik gurman in povsod tudi odkrivam vina in res, ja. Komaj čakam, da bo oktober, ker mislim, da bomo spet šli nekam na jug. A pa je to nekaj, kar je vaše družinsko, ali greste tako, da vas gre več prijateljsko? Gremo kar družinsko, glede na to, da mi potujemo v zimskem času, ko so vsi v službah, tako da smo se kar navadili sami potovati in nam je prijetno, da smo sami in nas povezuje. Občutek imam, ja, to pa že od nekdaj, tudi še iz časov, ko smo mi dva skupaj sodelovala, da ste v bistvu že od takrat, ko je bila samo Sara, bili sami trije sebi kar zadostni. V smislu, da se oba z ženo, oba z Nino se rada družite in zabavata in tako naprej, ampak ni pa nič narobe tudi, če ste sami dlje časa. Nič. Se imamo zelo fajn sami. A veš, ko obstajajo tiste družine ali pa pari, ki so zelo, bom rekel, tako potrebujejo druge. Tako, ki so zelo zabavljači pa to in imamo zelo radi družbo, ampak tudi zelo radi smo pa sami. Tako da, ja, zelo radi imamo družbo, se veš. Ja, vsi nas poznajo, da se pri nam skozi nekaj dogaja, da se pri nam skozi zabave. Se iz tega je tudi izhajal, pač nas skeden, verjetno tudi naše poroke, s katerimi nam je ta trenutek prva dejavnost, s katerimi se ukvarjamo. Od kje črpaš ti že cel življenje to neko energijo, ta konstanten nasmešek? Zadnje čase berem neko knjigo, knjigo ne berem, ampak jo poslušam, ker nikoli nisem bral. A res? Ja, poslušam zdaj audio knjige. Da imamo vsi odmerjeno neko energijo, tako sem rekel, pre meni je pa že šla mimo. Ampak jaz mislim, da ne vem, kaj pa vem, kje črpam. Pač jaz mislim, da se s tem rodiš, no, kaj. Po moje, da se s tem rodiš, da imaš skozi en power, da skozi nekaj, da imaš v časih, ko sem bil na Atomiku, ko sem delal aktivno z Atomiki, sem zelo veliko slišal, da sem na kokainu. To mi je bilo tako fen. Jaz pa še probal, nisem nikoli. Vsaj probal. Da sem rekel, da moram vsaj probati, da vidim, kaj to je. O čem pišejo. O čem pišejo. Tako da boj, da se je v kokaini tako naspil. In so zato pol enačili mogoče. Enačili, to sem pač bral. Ne vem, jaz mislim, da se s tem rodiš in to imaš, no. Kaj pa vem, ja. Kjere so pa tiste stvari pri ljudeh, ki jih pa res ne maraš, recimo, ki so ti pa nevšečne? Ki so mi nevšečne? Ne maram lenih ljudi. Lenih ljudi, zelo, to mi je tako, no, podpiranje teh socialnih ljudi, ki bi lahko delali, v bistvu to sovražim. Ker vem, da je zelo veliko problema zdaj z delovno silo, po drugi strani pa slišim, koliko veliko ljudi socialne prejemke prejema, ki bi lahko delali. Tako da to mi je nujno taka stvar, halo, dajmo vse okin, pa dajmo javna dela, da dajmo jih ljudje stimulirati, ker s tem bodo tudi sebe malo dvignili, da nekaj lahko naredijo, ne da samo s tistimi socialnimi prejemki. Pazi, so nekateri ljudje, ki res to morajo prejeti, no? Ne morajo delati, ne? Ampak ja, to se mi zdi, da ja, lenuhi. A si romantičen? Zelo. Kera je najbolj romantična stvar, ki si jo naredil za Nino? Za Nino, da sem jo odpeljal, hotel sem je zaročati v Toskani, ampak žal sem je takrat unijel neko oko in sem mogla reči pred večerom domov. Že od nekdaj imam nekaj, no, enkrat na 2 meseca, 3 mesece sem imel v name neko oko, ki nikakor ne najdejo, zakaj sem imel v name. Nič tazga. Ampak samo eno kremico, imam mehno kremico, ki po 15 minutah to dam noter in sem konal. In sem to pozabil domov in sva rekla iz Toskane, je mogla pelati domov Nina, iz kombija sva šla takrat še.
Tako, pač sama za roko, vse hočem, da je tako lepo, da je tako narejeno, da nekaj, da je ti moja bova. Se mi zdi to lepo, no, da narediš nekaj takega. Potem sem pa še tisti večer sem prišel do Kamnika, vzel tisto kremico in sem isti večer odpeljal na Krk pred FKK kamp in sem je tam zaročil. Sila romantična stvar. romantica. A pa je bilo letni čas primeren, da je tudi... Ja, po letu je bilo, takrat se nisva imela porok. Ja, ne, ampak tako hočem reči, je bil letni čas tak, da je dejansko ta kemp prišel ampak do... je prepozno sva prišla, šla sva v nek, zdaj sem se izdal, da sva hodila v FKK kampe in ta kamp je bil zaprt, ker sva prišla ob 11. zvečer, ne. Skuhal sem eno brezvezno paštico, verjetno neki, predvidevam, da skešno, ne vem, nima veze, in zraven dal ta prstanček, ja. Da sem izdal, kako lepo sem je zaročil svojo drago. Zdaj si že omenil, nudista sta bila dolgo časa in to ti je verjetno Ta svoboda mi je zelo. Tisto mokro cunjo, tudi če daš pol takoj dol, pa se šit, ko ti zaplavaš, to je top. Mislim, tiska ni probom, sej, nič ne obsojam, vsak dela, kar si sam želi, ampak to je res top. Zdaj mal najstniška hčerka, malce nasprotuje, ampak bomo to prišli nazaj. Ja, verjetno je zdaj v teh letih, ki pač logično. In to ni, ne? Ja, logično. Ampak bosta potem spet lahko, sej še malo pa bosta sama spet lahko hodila naokrog, ne? Ne vem, če bo to kmalu. Še Kaja mora imeti par let dodati, pa bo lažje. Bo, ko bo. Kaj bi rekel, da te je vloga, ali pa kako bi rekel, da te je vloga očetovstva najbolj spremenila? V katerih stvareh te je, če te je sploh? Sploh glede izkušnje, ki si jo sam na začetku delil. A imaš občutek, da si mogoče bolj zaradi tega manjka svojega v svojem življenju iskal, kakšna je zdaj ta tvoja vloga biti oče? Ne, nisem, no. Pa jaz res po notranjem občutku se delam, nič se ne načrtujem. Da pa zdaj bom pa jaz to, ker nisem jaz tega imel, zdaj bom pa jaz to svojemu otroku naredil. Zelo grem po svojem instinktu, ki me zaenkrat še kar dosti dobro vodi, tako da ne. Mislim, pač vzgajal sem jih res po tem instinktu in ker se meni zdi, da je prav, ne. Ne bom bral knjigo, tukaj piše, da ji moraš pri 13 ji reči si, punca, ne pij alkohola. Ne, po svojemu feelingu vse delam, tako da dela vas ženo, tako da zelo skupaj sodelujejo pri temu. Jaz mislim, da obe sta zelo spoštljivi, zelo manirlih punci. Že Kaja je tudi vidim, da ima to. Tako da upam, da delava prav. Kjera ti je bolj podobna? Podobna po vizualno. Karakterno. Karakterna Sara, čisto. Ja. Karakterno je Sara moja, Kaja je pa od žene Nine. Kaj pa doma, ko pride do kakšnih teh vzgojnih, nam rekla ukrepov, ampak trenutkov, ko je pa treba res biti v vlogi starša, kdo je takrat bolj... Aha, ti, res? Ja. Jaz, vse mora moški, no tukaj pa se jaz, tukaj dam, ne, tudi če je kakšna vzgojna, že bila takrat v tistih zgodnih, pač poritki maltek, da se ve, da to pa ne sme. Tukaj pa odigram vlogo moškega, se mi zdi pravno. Pa spet ne namerno, ampak čisto po instinktu. Se pravi, ko pride do situacije, ko je recimo žena z puncama, pa pride do neke situacije, si potem ti tisti, ki pride in reši do konca, če je treba. Veš, včasih so tako rekli, pri mami je lahko 5-krat ne, pa bo še probil, medtem ko oče sam pogleda, pa je ne. Kaj pa vem, mogoče zdaj, ko sem jaz ki je bolezen nastala, je mogoče mama to prioriteto malo prevzela, ker mi tudi ni bilo toliko doma. Mogoče zdaj malo žena malo prevzela, zdaj sem zmeden malo v tem, ampak pa se nimamo toliko teh trenutkov, ki bi bilo treba. Trenutkov, ne, nimamo. Mogoče je bilo takrat izstopna v 13 s Sarom ali je pa Kaja zelo muhasta, ko ona reče ne. In brez veze, zdaj smo se že naučili, da je brez veze, da bo prišla sama do tega.
Da jo ne prepričujete. Je zelo muhasta Kaja, točno, to se spomnim. Zelo, zelo muhasta. Se pravi, so to pol tudi bili kakšni tisti trmasti izpadi, metanja po tleh? Ne, ja, klasika. Čist, ona je pa čist. Če ona reče ne, brez veze, pusti. Ne boš ji prepričal. Da gre mimo. A to ima pol po ženi, praviš, karakterno? Ja. Se ona na tega gledala tako da. Seveda, da bo, ker si jo prej tako lepo pohvalil, da ji bom jaz poslala link, da naj si pogleda. Dolgo časa sta že skupaj. Seveda v nekih dolgoletnih vezah nikoli ni vse samo super in fino in fajn, čeprav si ti pač romantik po duši in tako. Kaj bi rekel, da je tisto glavno vodilo, ki vaju je ohranjalo skupaj, reševalo kakšne takšne bolj neprijetne trenutke ali pa krizne trenutke? A smo jih imela? Vsak par jih ima. Kriviva, če slučajno pride do zapleta, ker pride, mi da zdaj tudi poslovno sodelujeva že pač 10-15 let. 10 let. Tako da mogoče se kdaj tukaj spreva zaradi poslovnih zadev, ampak točno veva, da je brez veze. Mislim, da je tudi, če greva, ne vem, zvečer, če greva slučajno v tem pač prepiru spat, zjutraj, ko se zbudiva, točno veva, da je bilo brezvezen, da je to nepotrebno in da greva že spet tisti navaden v džir, ki je vsakdan, ki je prijeten, ki je družinski. Tako da čutva, en drugega čutva. Tako da sploh ni potrebno toliko veliko pogovorov, kaj pa ti misliš, da bi tako drugače naredili, ampak bolj ta feeling, da se čuti da veš, ker imamo zelo, zelo podoben pogled na svet. Oba dva so zelo velika zabavljača. Žurerja. Moja žena je na vseh zabavah zadnja, ki gre domov. Tako da ja, jaz grem malo prej domov, ampak skratka zelo rada se zabava, sva rada v družbi, tako da imamo zelo veliko stičnih točk. Je pa tudi res, da če ne bi bila takšna Nina, se pravi, da bi bila odprta za druženja in tako naprej, bi tudi težko sprejemala tvoj posel. Takrat, kako me je spoznala. Tako, ja. Ne? Ona ni poslušala Atomic Harmonic, v bistvu je sovražila Atomic Harmonic, čista rockerka in bojda sem ji dvoril že 2 leti, tako mi je rekla, da sem ji kakšne SMS že prej poslal. Aha, ti to kot ne veš? Ma vem. Aha, delaš se, da ne veš? Ko je moški v tem, ko išče svojo družico pošilja, se z večjimi sporazumeva. Aha. Ko poskuša. Aha. Se mi zdi, ko je v času dvorjenja in parjenja, ne parjenja, dvorjenja. Dobro se sliši, da sem rekel parjenja naprej. No pač, verjetno sem kdaj prej kaj rekel, da mi je všeč, karkoli že, ampak ni šmerglala, ker je pač ta neki pavc, neki nabija. Pa smo se pa res dobro spoznala, šla sem na en koncert, zaštekala sva se na Kreslinu, pa sva videla, da se res štekamo. In tako se je pol razvijalo. Romanca. In vse ostalo je zgodovina, kako že rečejo. Ne? Jani, še vedno si dosti vpet v slovensko glasbeno sceno. Kaj bi rekel, da je tisto, kar je po tvoji oceni danes zelo drugačno, kot je bilo pred, ne vem, 10 leti ali pa 20 mogoče? No? Družabna omrežja, ki so čisto spremenile cel sistem delovanja. Ja, to je to. Stala je pa isto. Pa na srečo smo v začetki pač slovenske glasbe, ki smo jo takrat ustvarjali, ko smo modernizirali narodno zabavno glasbo, so obrodile sadove, da je zdaj ta trenutek narodno zabavna glasba mainstream v Sloveniji, da je to številka 1. Da je veliko mladih, ki se za to odloča in tudi posluša. Tudi posredno veliko radijskih postaj. Skratka, narodna zabavna glasba je številka 1, definitivno ta trenutek v Sloveniji. Ne govorimo o Ljubljani, ki ima štrla, ampak nič škudga, tudi to mora biti za nekatere območja, ampak pač širša Slovenija je to številka 1 zdaj. Kakšni so tvoji, pa ne bom rekla ravno cilji za naprej, ampak tako ene tiste tihe želje, ki jih nosimo tako malo v sebi noter? Ta trenutek nimam nobene druge želje, kot pa tudi, da ozdravim.
Pa Kako res, se to hitro spremeni? Ja, Lahko, a ne? ja. Res nimam ta trenutek nobene želje. Trenutno se pač v biznisu se žena ukvarjava z Bela Resortom, z nekim pač resortom, ki se ga že dolg časa sanjala, kjer bo mir, kjer bojo ljudje najdeli sami sebe noter. Tako da ja, to zdaj delamo poslovno, drugače pa sploh ne gledam zdaj to poslovno, bolj gledam, da bi sebe spravil in pa da je moja družina zdrava. Koliko imaš pa zdaj še raznih fizioterapij? Nič. Aha, nič. Ne, nič. Kaj zdaj mora samo čas miniti ali kako? Ne, če moram reči, sem že probal veliko fizioterapij, ampak ne vem, spet sem svoja glava mi kar nekaj dela, da sem jaz tisti, ki bom to naredil. Pač vaje recimo, da poznam, ne poznam vseh. Ne vem, mogoče se motim, mogoče nimam prav, ampak se mi zdi, da bom največ sam bom naredil. Probal sem že veliko, ampak ja. Mogoče bi tukaj bi zelo pograjal naše zdravstvo, ki je se pravi, ko so mene odpustili po 2 mesecih, 3 mesecih, iz Soče je bilo konc. To je to. Živijo, tukaj si, na svobodi si. Pazi, jaz sem dosti iznajdljiv, se bom sam znajdel. Kaj pa z drugimi fanti, ki pa res ne vejo, ne? Kam se obrniti, pa kako. Pa tudi jaz se še ne vem. Mislim, pač tako da ja, smo ljudje kar prepuščeni sami A sebi. pa ti levo nogo zdaj kaj čutiš? ali Ja, nič? čutim, tudi Aha. premikam jo. Zdaj levo nogo čutim noter vse. Glavni problem je, ki ga lahko povem zdaj, bolečine, grozne bolečine, ki jih pač nekako, jaz zdaj, ki se pogovarjava, mene od 1 do 10 za 4 boli. Sprav, navadil sem se bolečine, s tem, da pač če ne bi imel tablet za bolečine, bi me za 10. Ja, bi bil. To sem prvič pomislil, no, samo da bolečini. Ostalo, tudi če bom kdaj šepal, pa tudi če bom kdaj tako z berglico hodil, se mi zdi, bolečine so tiste, ki te res spravljajo v bub. Bolečine so tiste, noro. In to je bolečina v smislu... To je nevrološka celi- bolečina, Aha. ki jo nekako sploh ne znam povedati. To Pekoče? pekoče. To peče, kot da bi me zdaj le skozi od spod dol me en kur. Ja, tako. Tako pekoča. Podplati. Ne, cela noter. Cela, Od aha. tukaj se mi začne dol noter. Noter je en kur. Noter je skozi požar, tak minimal. Tako. Ampak se človek tudi tega ne moreš verjeti navaditi. Ja, se. Tako da bi vse dal, da bi to nehalo enkrat, se tudi bo. Ampak ja, v bistvu to je težje. Kot pa same, da ti ne moreš hoditi. Ravno to sem hotela reči, ker dejstvo, da si moraš kdaj pomagati s kakšno berglo, je verjetno v primerjavi z bolečino nič, ne. Bolečina je tisto, ko je... Ker verjetno ti to vpliva na vse, če te nekaj konstantno boli, ne? Absolutno, ne. Ampak sem se zdaj že res navadil se. Ja. A sploh še poznaš občutek, ko Ne. pomisliš, kako je, ko nekaj, ko nič ne boli? Noro. Ko me čakam, da je to spet. V bistvu ja, to je najtežje. Bolečine. Ja. Ne bova zaključila Z negativo? Ja, A z ne? negativo No, zagotovo ne. Pa Bog, zdaj sem, Ampak sama ja, sem ne, hvala, da sem se sploh spomnil. nisem vedela, ja, da jaz sem Ja, pač bolečine dejansko skozi. mislila, Ne. da je pač, da ne čutiš dovolj noge, nisem Ne. pa vedela, da so Jaz prisotne. nogo A pa te zdaj- bolečine so skozi že prisotne. Ne, Tudi po takrat, ko sem začel malo, po pol leta. Po pol leta, ko se je začel verjetno bolj reanimirati pa cela zadeva. Ne? Ker zdaj pač živčevje išče drugo pot, kot sem bral, da išče da je drugo pot, da bo to, da je vse dal. Ja. In zdaj, če bova zaključila mečkon bolj pozitivno, pa se tudi to je v resnici želja potem, da boš Saj, brez saj. bolečine, je tudi To je vse. pozitivno. Ne? Če bi zdaj le nagovoril 15-letnega Janja, Ja. kaj bi mu rekel? Ja, pet po isti poti, super je bilo. Delaj, ja, nič. Meni se zdi, da sem zelo lepo imel celo to krivuljo do sedaj. Je pa res, da sem vse, kar sem delal, na srečo sem delal res iz srca. Razen prva delo, ko sem v Kamniku paprike pucal pri 17. No, ti sem, ja, bo kakšen evro,
tolar takrat padel. Tako da ja, vse sem delal s feelingom, tako da pejte s feelingom. Če se le da, delajte vse stvari s feelingom in tudi tega 15-letnega Janija bi rekel, pejte isto pot. Jani, hvala, ker si prišel. Lepo je bilo Hvala po dolgem tebi. času pokremljati s tabo in čim prej ti želim, da spet občutiš, kako je, ko nič ne boli. Hvala lepa.